Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Dobrodošli v podcastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Naš nocojšnji gost vam je dobro poznanje, eden od slovenskih evropskih poslancev, član stranke SDS in zaenkrat še član Evropske ljudske stranke, ampak očitno ne več dolgo, kajti predsedstvo Evropske ljudske stranke je prav danes sprejelo uradno odločitev o njegovi izključitvi. O tem bo čez nekaj dni glasovala tudi poslanska skupina EPP, ki šteje, mislim, da 180 članov. Naš gost danes je magister Branko Grims. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vam in vsem gledalkam in gledalcem. Gospod Grims, torej poti nazaj, če prav razumem, ni več. Sicer o vas morajo še glasovati, ampak predsedstvo se je že odločilo. Romana Tomc, vaša kolegica, ki nekako je ta prvi glas SDS-a v Bruslju, je dejala, poskušali smo to preprečiti, ampak to je očitno to. Zdaj, ves čas je že viselo v zraku, da pač v marsičem imam drugačen pogled od EPP-ja, vendar tudi ves čas je bilo rečeno, da EPP je široka stranka, da nima težav s tem, če ima kdo drugačno mnenje, in vedno, kadar sem javno nastopil, sem tudi povedal, da ko govorim v lastnem imenu. Jaz ne morem govoriti pač kot uraden predstavnik EPP-ja, tako da je pa mnogo stvari, ki mi jih očitajo, če jih čisto na kratko naštejem. Prvo in osnovno je, da se zavzemam za to, da je treba Evropo rešiti, da je treba zaustaviti ilegalne migracije, izvesti remigracijo, se pravi poslati nazaj vse tiste, ki so pač tukaj ilegalno in se očitno nočejo integrirati. No, nekaj na tem področju smo tudi uspeli, tudi sam sem pri tem pomembno prispeval. Absurd pa je, da mi danes prav to očitajo, češ da dobro sodelujem z vsemi desnimi strankami. Jaz sem se k temu zavezal tudi v svoji knjigi, to je tudi politika SDS, to se pravi povezovanje vseh desnih brez izključevanja, in v teh odločitvah sem pač dosleden. Doleg tega je veliko pripomb, ker se zavzemam za zaščito otrok, to se pravi, da otrokom pač je nedopustno vsiljevati LGTB plus propagando, ker je zanje uničujoča, in da zahtevam za to dosledno zaščito otrok pred vsako tovrstno ideologijo. Zdaj veste, da je Evropa sprejemala prav na predlog von der Leyen oziroma Evropske komisije celo novo strategijo LGTB plus, in da v tej strategiji je celo noter, da otroku bodo kar upoštevali, da se sam opredeli, katerega spola je, ne glede na starost. To je v nasprotju s temeljni akti z področja varovanja človekovih pravic, in jaz vztrajam, da je treba te temeljne akte človekovih pravic, ki so jih ratificirali vse evropske države in so torej sestavni del prave Evropske unije, dosledno spoštovati. Se bo vse to še pokomentirala. Zdaj jaz imam ta dokument predsedstva EPP, to je bilo javno objavljeno, tudi slovenski novinarji so to objavljali, Peter Žerjavič, če se ne motim, prvi. Zdaj očitajo vam kršenje, čeprav razumem, 3., 5., 6. člena, ker ste bili kot poslanec SDS izvoljen pač na listi SDS, in SDS je članica Evropske ljudske stranke, in tukaj vam očitajo, da med drugim, čeprav razumem, morate glasovati v bistvu v skladu s tem, kakor glasuje poslanska skupina, torej morate biti po domače povedano na politični liniji z EPP-jem. Koliko demokracije je torej dopustne evropskemu poslancu? Koliko sploh lahko razmišlja s svojo glavo, če lahko to predstavite gledalkam in gledalcem? In koliko ste pravzaprav evrokrat, ki mora glasovati v skladu s to veliko evropsko skupino, katere član je? Od prvega dne imam težave, očitno je nekdo dober tam pripravil teren, ker celo na odborih, kjer sicer razprava ne bi bila omejena, vsaj na Libeju niti enkrat nisem dobil besedo. To je zelo zanimivo, pa sem seveda prosil dobesedno na vsaki seji, vendar če ti tega ne omogoči pač stranka, ki pripadaš, v tem primeru EPP, se to ne zgodi. Zaradi tega sem lahko izkoristil samo druge možnosti, to pa je sodelovanje na različnih posvetovanjih, pa potem sodelovanje na mednarodnih konferencah, ki so pač izjemno pomembne, in pa seveda tisto, kar mi omogoča sam poslovnik, kot je recimo enominutni govor,
tega ti pa pač nihče ne more omejiti in zaradi tega in ta način sem pač lahko vse tisto, kar sem zagovarjal pred volivci, ker je bil program SDS in v teh pač spoštovanju teh vrednot in spoštovanju zaveze mojim volivcem sem dosleden. In vse to sem potem tam zagovarjal in na ta način sem tudi marsikaj uspel. To gre očitno pač nekaterim v nos, ampak treba je pač razumeti, da poleg tega, kar sem že prej naštel, recimo ena od takih točk, ki je stalno nevralgična točka, je to, da si poskuša Evropska komisija, pa tudi sploh evropske institucije, pridobiti vedno nove in nove pristojnosti. Jaz vztrajam, da je treba pač spoštovati temeljne akte, da je Evropa povezava, prostovoljna povezava pač suverenih držav in da tisto, kar je prenešeno na Evropo, je pristojnost, za vse ostalo pa so pristojne matične države in da je treba pač to dosledno spoštovati. Ampak, gospod Grims, vi ste dolgoletni član SDS-a in SDS je dolgoletna članica EPP. Vi veste, kako EPP deluje. Večkrat ste bil tudi, ko ste bil poslanec Državnega zbora, kritičen do Evropske ljudske stranke. Zakaj ste se potem vi sploh odločili, da boste šli v Bruselj, če ste pa vedeli približno že vnaprej, kako oni delujejo? Ne? No, pač jaz sem predvsem zavezan svojim volivcem in pač spoštujem tudi voljo SDS. Mi smo, ko smo šli na volitve, povedali, da če se ne bo spremenila politika in da če bo enaka oziroma približno enaka koalicija, da bomo pač iz EPP-ja šli. To je bila takrat celo sklep, mislim, da ga je sprejel tudi na seji svet stranke kot najvišji organ. Ne? To so tisti pogoji, pod katerim sem šel jaz na volitve. Ne za priorno zavezo ali EPP-ju ali komorkoli drugemu. Seveda pa spoštujem voljo stranke, tudi nekatere odločitve, ki so bile, recimo, da pač sem umaknil kakšen podpis ali kaj podobnega, so bile prav odraz te volje, da spoštujem voljo stranke, da smo pač našli nek kompromis, s katero sem potem tudi jaz upošteval tisto, kar je bilo rečeno. Ampak vprašanje je, a ste s tem, ko niste prispel kakšnega podpisa kot drugi člani, ali pa ko ste glasoval v neskladju z vašo politično skupino, ste s tem kršili pravila Evropske ljudske stranke? Pač pravila Evropske ljudske stranke so, da ima seveda vsak poslanec voljo, da lahko glasuje. S tem, da če cela skupina ne bi se o tem prej obvestilo pač vodstvo, da se približno ve, sami pa se med sabo poskušamo čim bolj uskladiti in v glavnem pač večino teh stvari sem tudi opozoril in vnaprej napovedal celo, kako bom glasoval, tako da ni nobenih silnih presenečenj pri kakšnem mojem glasovanju. Vsi pa me poznajo, jaz pač dano besedo držim, jaz sem svojo besedo dal volivcem in to dosledno spoštujem. Torej ta dinamika notranja je podobna kot recimo v Državnem zboru slovenskem. Dinamika je precej podobna Državnemu zboru. Pravite, da ste obljubili kot stranka in se k temu zavezali, da če se zadeve ne spremenijo, da bo SDS odšla iz Evropske ljudske stranke. Menite, da bi morala oditi zdaj, po 2 letih? Zaenkrat je odločitev organov SDS, da vztrajajo v EPP. Sam pa vas čas zagovarjam, da bi bilo bolje, če bi šli drugam. Torej, vaše osebno mnenje bolje bi bilo, da odidete? Ja. Kaj je glavni razlog? Zaradi tega, ker pač gre za vprašanje, ali želiš spreminjati Evropo in jaz sem trdno prepričan, da Evropo je vredno reševati. Da se Evropo v tem trenutku še vedno da rešiti, je pa zelo, zelo v veliki meri zavožena politično. To se pravi, jaz osebno mislim, da teče zadnje leto, ko je še možna rešitev, odvisno pač od volitev v Franciji. Čez leto dni bodo v Franciji volitve in ker imajo oni celo nekoliko daljše mandate, so zdaj 2 možnosti. Če bo v Franciji zmagala prava desnica, za kar je veliko šans. In pod pravo desnico štejete nacionalni zbor? Pa seveda republikance pa še koga. Se pravi, zdaj bomo videli, kdo bo med sabo sodeloval, kdo bo združil moči in kdo bo zmagal. Oni imajo dvokrožni večinski volilni sistem pri predsedniških volitvah, pa tudi pri nekaterih drugih in tam je pač veliko teh možnosti za medsebojno povezovanje. Zdaj pa, kar je bistveno, če bo zmagala prava desnica, potem se bo, ker Evropo dejansko vladuje os Nemčija, Francija, se bo zadeva obrnila in se bo verjetno še dalo rešiti celotno Evropo.
Če bo čez leto dni se pač vse združilo proti desnici, kar se je že nekajkrat zgodilo, in bo izvoljen nek Mélenchon ali pa nek novi Macron ali karkoli že, skratka en skrajni levičar, potem pa se bojim, da bo zadeva zgubljena, ker še 5 takih let enostavno ni mogoče preživeti. Tudi v tem času se bojo marsikatere stvari utrdile, prišlo bo do združevanja družin, dodatnih migracij in vsega. Rezultat tega pa potem bo, da bo možno dejansko rešiti samo še ene dele Evrope in tukaj potem vidim edino možnost za Slovenijo, da sodeluje s Višegrajsko skupino, ki bi jo bilo možno potem še razširiti na baltske države, pa seveda Slovenijo in Hrvaško. Mađar že predlagal. In pa mislim, da Romunijo, pa verjetno še koga. Ne? Zdaj Mađar je to predlagal v nekoliko drugačni obliki, že predtem je to isto praktično predlagal Orban. Kaj pa bo iz tega, bomo pa še videli. Je Evropska ljudska stranka skupina desno-sredinskih strank ali ne? Evropska ljudska stranka je izjemno široka, zato se tudi čudim temu, kar se je zdaj zgodilo in se sprašujem, kje ima to v resnici korenine. Ampak znotraj so ljudje, ki so od izrazito desnih, pa tudi do takih, ki bi po mojem mnenju sodili v kakšno zelo levo skupino, recimo predstavnica Luksemburga, pa še koga bi lahko naštel. Kaj pa recimo najmočnejša članica te skupine, nemška CDU? CDU-CSU že samo po sebi ni enotna. Znotraj nje je nekaj, pač predvsem tistih starejših, ki imajo korenine še v obdobju kanclerja Kohla, ki ga sam izjemno spoštujem, ki so pač tisto, čemu bi sam rekel, da so pač izrazito desno usmerjeni, medtem ko nekateri pa so pač bistveno drugačni. Je pa tako, ne, da oni so predvsem odraz njihove državne politike. Ne. To se pravi, oni v največji možni meri sledijo temu, kar od njih pričakuje kancler Merz. To je tradicija v Nemčiji in pač posamezniki seveda od tega tudi odstopajo, ampak generalno pa se temu precej sledi. Vi torej niste začutili, da bi nemška CDU, krščanski demokrati v koaliciji s krščanskimi socialisti naredili nek obrat nazaj bolj v desno, kajti v teh javnih nastopih je ta najmočnejša članica EPP pred nemškimi volitvami šla v to smer, te malo bolj konzervativne retorike, tudi v strahu pred svojo največjo konkurentko AfD. Vi menite, da potem nič ni bilo tega, kar so obljubljali. Kaj ti ljudje vidijo, da se zdaj vendarle nekaj premika, vsaj kar se tiče zaostrovanja migracij, tudi na evropski ravni. Veliko tega, tudi morda to, o čemer danes govorimo, ima en del korenin v dogajanju ob nemških volitvah. Takrat je tik pred volitvami prišlo celo do sodelovanja, celo skupnega vložitve nekaterih zakonov in pa potem skupnega sprejemanja teh zakonov proti ilegalnim migracijam. In to so ljudje sprejeli tam očitno zelo pozitivno, zato so tudi bili potem taki uspehi na volitvah. Povolilno se je žal zamudilo življenjsko priložnost, ko bi lahko povezali desno stran in mislim, da bi v tem primeru danes bila CDU-CSU izrazito daleč najmočnejša stranka v Nemčiji. Šlo se je ponovno v levičarsko koalicijo, socialisti, zelenim in tako naprej. Rezultat tega pa je, da je zdaj pač, da so ljudje obrnili CDU-CSU koaliciji hrbet, očitno, in praktično vsak mesec padejo za kakšen procent, AfD pa zraste za kakšen procent. Po zadnjih anketah se AfD bliža ali celo že presega 30%, v nekaterih delih Nemčije celo že 40%, medtem ko CDU-CSU pa počasi tone tam proti 20 in še niže. To je pač tudi nauk za vse na volitvah. Ti lahko vlečeš nekoga za nos, pač kratkoročno, ne moreš pa vseh volivcev dolgo časa in dano besedo je treba držati, tudi sam osebno to spoštujem in to pač pričakujem tudi vseh, s katerimi sodelujem. Torej, če prav razumem, ne napovedujete najboljšega rezultata CDU na prihodnjih nemških volitvah. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o alternativi za Nemčijo. Mi lahko marsikaj poslušamo o tej stranki, da gre za skrajno desnico. Kako pa jo vi vidite? Kako jo vi vidite?
Jaz sem osebno poznal še kanclerja Kohla, predvsem pa nekatere njegove najtesnejše sodelavce, recimo doktorja Karla Lammersa, ki je žal ravno zaključil zdaj kariero tudi v Evropskem parlamentu z dnem, ko sem bil sam izvoljen v Evropski parlament. Ne. Skupaj sva bila več kot desetletje v parlamentarni skupščini Zveze NATO in mnogo večerov sva preklepetala skupaj, tudi še po smrti, seveda že zdavnej kanclerja Kohla. In vem, kako so takrat v CDU in CSU razmišljali. Tem je bilo vodilo, da morajo biti desni, najprej desni in to tako desni, da desno od njih ni nikogar. In potem se šele lahko širijo proti sredini. Potem so pozabili na to pravilo, žal moderne generacije so šle izrazito v levo, levičarji so, kaj se je pravzaprav zgodilo, ne? Danes prej je bilo desno, levo in sredina. Potem je desnica ostala tam, kjer je, in tudi volivci so ostali vrednostno tam, kjer so. Ne? Levici se je pa odpeljalo in je danes nekje tam na oni strani, one stene v studiu, ki je 10 metrov od nas. Ne? In zdaj oni trdijo, da je sredina tam nekje na sredini tega. Ne? To se pravi, danes, in dejansko je tako, ne? Danes se za sredino ne šteje tisto, kar je bistveno bolj ultralevičarsko, kot je bila recimo nekoč socialdemokracija pred 30 ali 40 leti. Ne? To je popoln teater absurda že. In seveda, ker se je to zgodilo, ne, je vse te stranke odneslo tja. Zdaj počasno pač iščejo pot nazaj, žal pa jih vedno znova odnese, delno tudi zaradi teh personalnih povezav ali pa zaradi stvari, ki so jih sprejemali v minulem obdobju, da spet odvijajo v levo. Ne. In potem je rezultat tega to, da v Nemčiji zmaguje zdaj izrazito AfD, življenjsko priliko je bila zamujena, ko bi lahko na prejšnjih volitvah šli skupaj z AfD-jem in potem bi se krepila CDU, CSU kot močnejši partner, danes je pa ravno obratno. Ne? V Avstriji zmagujejo oziroma se krepijo svobodnaki in potem gremo lahko še vse druge evropske države pogledati. Skratka, ta sunek, ki so ga povzročile ilegalne migracije in ki je šele po mnogo letih začel vsem odpirati oči. Jaz sem od prvega dne opozarjal, kaj se bo zgodilo in da ni nobenih ubogih beguncev, ampak so samo ilegalni migranti. No, ampak ta sunek je očitno razdelil volilno telo, da hoče jasno sliko, izrazito desno in izrazito levo. In tisti, ki tega ne razume, je obsojen na izginotje. Ampak alternativa za Nemčijo. A vi vidite, kje je problem te stranke? A vi vidite problem v tej tudi morda proruske retoriki, ki jo nekateri... Alternativa za Nemčijo, kot vsaka stranka, v začetku bila po domače rečeno golaš vsega, kar si izmislite. Ne? Jaz osebno mislim, da je tudi kakšna tajna služba malo pomagala, da so jim poslali koga, da je potem govoril neumnosti ali pa delal neumnosti, in s tem so jih v začetku zelo diskreditirali in držali na zelo kratki verižici, kot bi se temu reklo, vrsto let. Ampak te začetne napake so šle. In danes je alternativa za Nemčijo dobro organizirana, sorazmerno enotna stranka, ki zagovarja pač svobodo govora, skratka je povsem normalna stranka. Tisti pa, ki očitajo nacizem, ne, je pa to malce smešno danes. Ne. Treba je namreč vedeti, da je predsednica gospa Eidl je pač deklarirana lezbika in živi s temnopolto partnerko, ki jo je pripeljala z druge strani sveta. Ne. In zdaj ne mi nekdo govori, da je to nacizem. Ne. Skratka, kaj se dela? Zato, ker se je pač zavozilo politiko, ki se je izkazala kot neverodostojna, pa za Nemčijo tudi uničujoča. Jaz sploh ne razumem, kako je mogoče, to pa res ne razumem, ne, da so še v času gospoda Merca zdaj šli razstreljevati dodatno še jedrske reaktorje, ne, in s tem dodatno uničili konkurenčnost nemškega gospodarstva. Ne. Pač kako je mogoče, da se v takih razmerah potem išče neko varianto, da bi se sataniziralo nasprotnika, s tem pa mislili, da bodo zaradi tega imeli volivci tebe rajši. To danes nihče več ne kupi in rezultat tega je to, kar vidimo na anketah v Nemčiji. Vi torej, če prav razumem, pravite, da gre za neko normalno desno-sredinsko stranko v primeru? Gre za desno stranko, pravo desno stranko, ki pa se je tistih začetnih napak že zdavnaj iznebila. To je očitno. Ko se neka desna stranka, ki obljublja spremembe v Evropi, povzpne na oblasti in potem postane članica neke evropske politične skupine, ne,
Ni prvič, da potem volivci očitajo tej stranki izdajo. Ne? Recimo, precej kritik tudi na račun Giorgie Meloni, ne? Da je bila njena politika v kampanji precej bolj desna, kot jo zdaj sama izvaja. Ne? Se pravi, a je mogoče vladati in biti hkrati pomemben član evropske politične družine, brez da nekoliko prirediš to, kar si obljubljal? Ne? Da greš potem bolj v sredino. Je to nekaj normalnega, da greš bolj v sredino? Italija je ranljiva zato, ker ima nek zelo nenavaden visok notranji dolg, ki ne bremeni, kolikor je meni znano, nobene druge države razen nje same. Ne. Zaradi tega je seveda življenjsko odvisna za dobro funkcioniranje od sredstev iz Bruslja. In nažalost se v Bruslju pač dela tako, da se to izkorišča in da se zato pač hoče doseči določene politične pač usluge tudi od italijanske vlade. Ne. In rezultat tega je ta zunanja slika, o kateri vi zdaj govorite. Menite, da ne bi bilo v primeru AfD-ja podobno, da bi jih izsiljevali, pritiskali, da bi morali spreminjati svojo politiko? Zdaj, pri Nemčiji je to precej drugače. Ne? Oni zdaj že sami govorijo, da je Nemčija preobremenjena, tudi AfD to zagovarja, tako da jaz mislim, da dejansko vsi, tudi CDU, CSU in pa počasi se pomikajo v isto smer. Ne? Gre samo za to, kako odločno potem izvedeš tisto, o čemer si govoril in koliko si verodostojen v svojih besedah. Kakšni so vaši občutki po 2 letih v Bruslju? Kako suverena lahko neka stranka, kot je SDS, ostane, sploh ko je na oblasti, ko mora seveda Janez Janša hoditi v Bruselj, se tam pogajati? Koliko suverena stranka lahko ostane v svojem programu, koliko pa se mora prilagajati v Bruslju? Trdno sem prepričan, da lahko stranka ostane praktično popolnoma suverena, zlasti, če ima dobrega voditelja, ki je sposoben zagovarjati in braniti državo proti evropskim institucijam. Ampak vi pravite, da ste branili obljubo svojim volivcem v Bruslju. Seveda. To pomeni, da... In verjemite, da bom tako delal tudi naprej. Ampak če ste samo vi problem, ostali člani SDS-a pa ne, kaj to pomeni, da drugi niso branili te volje volivcev? Pač jaz sem delal mnogo, tudi veliko stvari opozoril. Zdaj s tem pač sem nekoliko bolj izpostavljen. Jaz osebno mislim, da sem delal dobro za Slovenijo, tudi v teh dneh vidim neverjetno podporo, ki jo imam. Vsem bi se iskreno zahvalil za njo. Moram reči, da mi to res zelo veliko pomeni. In seveda to je hkrati tudi zaveza, da bom tako delal tudi naprej. Vas je kdo od kolegov iz SDS kontaktiral v teh dneh, ko vas izključujejo? Kakšen je odnos vas zdaj 4? Mi imamo pač čisto korekten odnos, ki pa je predvsem profesionalen. Se pravi, se usklajujemo, pogovarjamo, ko gre za kakšne zadeve, eventualno tudi sodelujemo, si pomagamo, ampak treba je vedeti, da je Evropski parlament tak, da pač vsak dela individualno, vsak ima svoje osebje, vsak pač dela skladno s svojimi zmožnostmi, prepričanjem, znanjem, sposobnostmi. Pa ste dobili kakšne sporočila, besede podpore zdaj ob tem, ko vas izključujejo ali ne? Dobil sem neverjetno količino podpore od posameznih odborov, SDS, od posameznikov, od nekaterih vidnih članov in kot rečeno sem tega zelo vesel in mi zelo veliko pomeni. Res vsem iskrena hvala. Kaj pa od kolegov poslancev? S kolegi poslanci se nismo sestali v zadnjem obdobju, namreč, če povem direktno, jaz sem bil zdaj nekaj časa na bolniški oziroma formalno na dopustu, dejansko pa na bolniški, ker sem bil 2-krat urgentno operiran. Zato bom zdaj šele šel naslednji teden spet prvič na delo, se pravi Evropski parlament, ampak šel bom v Štrasburg, ker ne smem na avion, ne smem nič dvigati in pač Bruselj zame do konca poletja ni dosegljiv. Kaj pravzaprav pomeni, da vas izključijo za vas osebno? Vi potem kaj ostajate nepovezan poslanec v Evropskem parlamentu? Potem je možnost, lahko se priključim kjerikoli skupini, verjemite, da vse mi to že ponujajo v tem trenutku in vse bi bile neskončno vesele, če pridem tja, ker me cenijo. Tudi jaz imam mal poseben status, ker vsi vedo, da držim dano besedo, to pa je v politiki izjemno redko in to spoštujejo.
poleg tega cenijo moje sposobnosti in znanje. Ne. Zdaj je pa tako, ne. Jaz bi s največjim veseljem šel, če bi se ti ljudje združili v eno stranko in bi tudi potem, domnevam, naša skupina takoj njim pridružila, ne, bi bil tega vesel. Žal pa je tukaj izjemno veliko nezaupanja v Evropi zaradi preteklih izkušenj, tudi tekmovalnosti med posameznimi strankami, zlasti pač zaradi tega do te poenotenja zaenkrat ne pride. Iz tega tudi sam osebno v tem trenutku ne delam nobenih, ne vem, načrtov ali sklepov ali kaj takega, ampak čakam najprej, kaj bo. Jaz pač ostajam zavezan svojim volivcem in pač bom tako tudi ravnal, ne. Če pa pride do kakšnih tovrstnih posledic, potem pa bo to odprlo povsem drugo področje. Kje pa se najbolj vidite? Je to ECR? Glejte, sodelujem jaz z vsemi, ne. V resnici je treba vedeti, da med posameznimi temi strankami niso tako velike razlike, kot si kdo predstavlja, daleč od tega, ne. To se prikazuje, kot da je, ne vem, ena bolj desna pa tako naprej, ne. Vsaki je tudi cel spekter različnih strank, večinoma, kar je teh razlik, jih je za sorazmerno manj pomembne zadeve, ne. Nekoliko odstopa morda res samo pač suverenisti, kar zagovarjajo, da je treba radikalno spremeniti zasnovo Evropske unije, oziroma ena od teh strank celo zagovarja, da bi bilo treba Evropsko unijo kot tako opustiti, ne. Jaz osebno mislim, da Evropska unija, dokler je bila pač gospodarska, prostovoljna združba, se pravi suverenih držav, je fantastično funkcionirala. Mi smo bili praktično leta 2008, dokler je to še veljalo, vzporedno z ZDA. V nekaterih področjih morda celo malenkost spredaj. Danes, ko se pa hoče to na silo poenotiti, ne, in se pozablja, da je Evropska unija prostovoljno združenje pač nacionalnih držav, se je pa začelo zaostajati in zdaj se hoče to skrivati s cenzuro, proti kateri se dosledno borim, kajti cenzura je nedopustna, cenzura je tudi pot za uničenje in Evrope in Slovenije, ne. In pa zaradi tega je pač potrebno storiti vse, da se te institucije spremeni, in prvi pogoj je, da se gre nazaj na dosledno spoštovanje tistega, kar piše v temeljnih aktih Evropske unije. Potem pa sem trdno prepričan, da bi bilo potrebno tudi te akte zelo pogledati in čim več pristojnosti vrniti nazaj na matične države. Evropska unija pa naj ureja oziroma naj bo prostovoljno združenje samo na res tistem ekonomskem področju, se pravi za prosto gibanje ljudi, kapitala, storitev, ne pa politično poenotenje. Tukaj gre za nacionalne države, gre za različne narode, tudi slovenski narod je zame seveda najpomembnejši, ampak vsak narod ima svoje legitimne in legalne želje in zahteve in te je treba uveljavljati, ne, te ne moreš kar izenačiti, ne moreš narediti golaž. To se potem resnici dogaja, zato se je kar odprlo meje in v to smer se še vedno tišči. Ampak zaradi tega opozarjam, da časa zmanjkuje. Če ne bo v enem letu pravilne odločitve, potem Evrope kot Evrope narodov, kot tistega najbolj dragocenega, kar Evropa ima, to pa so njeni narodi, tradicije in kulture, v našem primeru seveda slovenski narod, slovenska tradicija in kultura, ne bo več mogoče v celoti reševati, potem bo tista pot, o kateri sem govoril prej. O tem, kar govorite, se sliši zelo suverenistično. Je to suverenizem? To ni suverenizem, to je preprosto spoštovanje pač aktov, ki so podlaga za Evropsko unijo. Danes je Evropska unija sistematično pač prilašča nove in nove pristojnosti in en od njih je ta, pač kako se to zlorablja različne institucije, tudi eno od teh je ta, ki so mi jo očitali na pač tej listini. Se pravi, to je tista, ker sem nasprotoval sodbi javno Evropskega sodišča, ki je reklo, da je tista pač zaščita LGTB otrok pred to zanje uničujočo ideologijo, ki se je sprejela v obliki zakona in ki je bila s 80%, celo več, potrjena na referendumu, da je proti evropskim normam. Govorimo o Madžarski, ja. Govorimo o Madžarski. Po evropskem pravu
to sploh ni pristojnost Evropskega sodišča in drugo, kar je izrecno piše v vseh aktih, da je vzgoja in zaščita otrok pristojnost matične države. To se pravi na ta način, do česa pride, da si Evropska unija, ki se skrije tukaj za sodbo nekaj sodišča, prilasti spet nek delež suverenosti matičnih držav in pazite, tak primer, če se to sprejme mirno, je to precedenčni primer za celo Evropo, tudi za Slovenijo, da ne bo nesporazuma, da nihče ne more več zaščititi svojih otrok. Zato sem temu javno nasprotoval in sem to tudi ustavno pravno utemeljil. Hočem povedati samo to, gospod Grims, da pač imate razmišljanje, kar se tiče pristojnosti Evropske unije, podobno strankam, ki zagovarjajo suverenizem oziroma politikom, ki sami sebe kličejo suverenisti. To piše v programu SDS, če smem povedati. Eden takšen je tudi Zoran Stevanović iz Resnice. To piše v programu SDS, če vas lahko popravim. Pa vendarle, kakšno je vaše mnenje? A je vseeno, ne glede na to, kaj zdaj počne Evropska unija, vi pravite, si prilašča vedno več pristojnosti nad suverenimi državami, menite, da je še vedno več prednosti biti član Evropske unije kot slabosti? Glejte, zdaj v tako Evropsko unijo, kot je v tem trenutku, je problem. Se pravi, Evropsko unijo je treba bistveno spremeniti ali pa bo končala na zelo slab način. To mislim, da je vsakomur jasno, ki vidi, kakšno je trenutno dogajanje. Kdor pa tega ne razume, je pa lepo povabljen, naj pride enkrat v Bruselj, pa bomo šli malo čez Melenbeek, kjer postavijo potem barikade proti tebi. To sem osebno doživel, to bo v kratkem tudi predstavljeno, ker je bila zraven Višegrad 24 televizijska ekipa. In so nas obmetavali z vsem, s čimer si izmislite, od kamnov do polnih flaš, in potem smo morali iti nazaj. Ampak zakaj? Ne zato, ker bi kogarkoli od nas izrecno ne marali, ampak zato, ker so rekli, to smo mi osvojili, to je zdaj naše, tukaj Evropejci nimate več kaj iskati. To je bodoča podoba Evrope, če se ta norost ne ustavi. Zanje je to osvajalna invazija in pomoč pri osvajalni invaziji je pač izdaja. O tem v resnici govorimo in to je tista najhujša nevarnost, ki v tem trenutku preti Evropi. Seveda je pa zato, da se to odpravi, potrebno dvoje. Po eni strani potrebna zaščita meja, za kar se zavzemam, in pazite, s tem se zavzemam tudi za spoštovanje pravne države. Ker to, da so meje zdaj kar odprte, pa se vsi sprehajajo čez, to je neskladno s pravom. Mi imamo tudi zakon o meji, pa tudi vse druge države ga imajo. In po drugi strani je pač treba storiti nekaj na področju dobre družinske politike. Če bo več otrok, ampak več otrok avtohtonih evropskih narodov, ker mora biti naš absoluten temeljen cilj, potem pač do teh slabih posledic ne bo več prihajalo. Potem bomo trajno rešili problem, s katerim se ukvarjamo. Drži, da se odnos Evropejcev in Evropske unije do migracij spreminja, da se zdaj počne nekaj, o čemer ste vi govorili pred 10 leti. To absolutno drži, ampak moje vprašanje je bilo vendarle, ne glede na te pomanjkljivosti Evropske unije. Veliko krat slišimo zdaj v teh strank, ki na novo kandidirajo v posameznih državah, kjer zagovarjajo morda celo izstop iz Evropske unije. Vas vendarle izzivam, a je vendarle več prednosti biti član Evropske unije še vedno? Če govorimo recimo o tem, koliko nekih kohezijskih sredstev imamo na voljo, ki jih lahko počrpamo, kaj vse lahko s pomočjo evropskih sredstev zgradimo. Prednosti so, Za državo, ki ima tako lokacijo, kot ima Slovenija, ki je izrazito centralno evropska država, dobesedno srce Evrope. Po drugi strani ima Lego, ki povezuje pač nekatere druge velike države. In po tretji strani, ki je izrazito izvozno usmerjena, kot je Slovenija, je seveda interes, da Evropska unija kot taka obstane. Ampak še enkrat poudarjam, ne katerakoli Evropska unija, ne Evropska unija, ki vsiljuje cenzuro, ne Evropska unija, ki vsiljuje migracije, ne Evropska unija, ki vsiljuje nek lažni zeleni prehod, s katerim uničuje naše podjetništvo, ne Evropska unija, ki vsiljuje otrokom LGTB plus propagando in uničuje generacijo za generacijo. Take Evropske unije ne potrebujemo, je nočemo, jo je treba zavrniti. Ampak tako je treba spremeniti. Treba je iti nazaj na tiste temeljne vrednote, na katerih je bila nekoč ustanovljena Evropska unija. Samo to je trajna rešitev in to bi bilo tudi edino pravno pravilno. Saj vendar to, kar se danes dogaja, ni v nobenem temeljnem aktu. V nobenem temeljnem aktu Evropske unije ne boste našli LGTB plus propagande za otroke pa take neumnosti. To je pač domislica sedanje birokracije, ki je pod izrazito levičarsko ideologijo kulturnega marksizma
marksizma. Evropa je preplavljena zdaj zaradi tega s kulturnim marksizmom, je pa še nekaj v ozadju. Jaz osebno sem prepričan, da je marsikdo tamle v Bruslu krepko podkupljen s strani Kitajske, kajti to, kar se dogaja, oprostite, je drugače nemogoče razumeti. Ker to, da se dela Evropsko unijo šibko, da se po drugi strani forsira elektrifikacija, kjer ima v rokah škarje in platno Kitajska, da se je vse transferiralo tja, to je, da gre praktično denarni tok tja, to je pač vse voda na mlin Kitajski. In v škodo Evropske unije in seveda tudi nam. Da bi se to zgodilo, kar vi pravite, da bi se vrnili k prejšnjim politikam, k prejšnjim vrednotam, ne, da se karkoli spremeni, če prav razumem, morajo najprej v teh najmočnejših državah, zlasti v Nemčiji in Franciji, zmagati bolj desne stranke kot zdaj. To je verjetno edini scenarij, da bi se potem, ker bi bile te države, bi imele skupine, ki so tako močne, bi lahko o tem razmišljali. Se prej sem že povedal, ne? To, kar smo naredili zdaj s to aktom o remigraciji, pač v Evropskem parlamentu je osnova, prava osnova. To je tak neverjeten, drugačen korak, nasproten korak politiki, ki je prej prevladovala 10 let, da kdor to sam ne doživi, verjemite, si to sploh ne zna predstavljati. Zakaj mislite, da je do tega prišlo? Ampak pazite, za to, da pa se to uresniči, pa so potrebne še desne vlade v državah članicah. Kajti, poglejte, kaj se sicer zgodi. V tem času, ko smo mi to sprejemali, se trudili, tudi sam osebno, še enkrat povem, v veliki meri imam prav zasluge za to, da je bilo to sprejeto, ker sem pač pomagal vzpostavljati zaupanje na desni strani, zato ker meni pač zaupajo, ne. Ampak da smo v tem času, ko smo do tega stolk truda prišli, je pa Pedro Sanchez v Španijo vozil 1,5 milijona ilegalnih migrantov. Toliko jih je prišlo v prvem toku, ne. Toliko se jih ne bo Evropa znebila, bohe koliko časa. Torej, in dokler ljudje vodijo za potem socialiste, je ta nerešljiva situacija. Torej, države morajo dejansko to, kar je Evropa sprejela, implementirati, ne? Tako je. Ni jim treba očitno, ne? Ne, zdaj je možnost je dana, ne? Prej niti možnost realne ni bilo, ker je bilo vse postavljeno tako, da je vsak volk sodnik ali pa, če hoče, kulturen marksist, ki se pač svojo ideologijo prodaja pod krinko pravosodja, je lahko karkoli zablokiral, karkoli ustavil, ni bilo pravne podlage za to, da bi se recimo te centre za migrante gradilo druge, tudi poznate primer z Italije in tako naprej, ne? Skratka, zdaj pa ta podlaga je. Končno je tu. Velja za celo Evropo. Še vedno pa odvisno od vlad. Je pa odvisno od vlade. Če imaš desno vlado, bo to zagotovo izkoristila. In kaj pričakujete od slovenske vlade zdaj? Jaz pričakujem, da bo pač ravnala v tej smeri. Zelo enostavno. Še nekaj sem vas želel vprašati, ko smo se ravno pogovarjala o tem, kako napačno smer je šla, kot pravite, Evropska unija. Ne? Recimo, kako pa komentirate, da 10 let po izstopu Združenega kraljestva v javnem mnenju tam ljudje obžalujejo, da so odšli? Da niso danes Oni so malo pomešali stvari, ne? Oni so res šli ven, potem pa so volili leve, oziroma, če želite, globalistične vlade, eno za drugo, ne? In rezultat tega je, da so danes v taki situaciji, da jim ljubi Bog pomaga. Ne samo oni imajo eno zelo srečno okoliščino, ki se jo večina ne zahteva. Oni imajo drug volilni sistem, enokrožni večinski. In po vsemu, kar zdajle kažejo ankete, bo na naslednjih volitvah silovito zmagala Restore Britain, oziroma pač neka res desna stranka, pol je pa samo vprašanje, kaj bo naredila. S tem bo dano šansa, da oni izvedejo po svoje remigracijo, da pač začnejo ta problem reševati pri koreninah. Če bodo to izkoristili, če bodo to naredili, potem bo tudi Velika Britanija rešena in potem bo to druga zgodba, ne? Če pa ne, so pa zavozili tako daleč, da pač je ta zadeva po mojem mnenju že na meji nerešljivega. Vi pravite, da vas izključujejo, ker ste zagovarjali sodelovanje vseh političnih sil na desni brez izključevanja. Pa me nekaj zanima, kako... To je tudi politika SDS v Sloveniji, ne? Zakaj po vaše je prišlo pa tukaj vendarle do sodelovanja desnih sil, sredinskih, pa bolj desnih pri teh migracijah? Zakaj se je tukaj pa našel skupni jezik? To je malo dolga zgodba, ne? Morate namreč vedeti, da v Evropi je v resnici praktično ista koalicija, ki je bila v prejšnjem mandatu, samo zdaj se ji reče platforma, da se lepše sliši, ne? In najprej se je poskušalo tam uskladiti te interese, pa seveda se to niti teoretično ni dalo, ne? In potem se je začelo iskati v drugo smer, desno,
in tam sva se odlično ujela z gospodom Belamijem, ki je bil shadow reporter EPP-ja, ne, in sem mu po najboljši, sem mu tudi obljubil pomoč, ne, in sem mu po najboljši volji tudi pomagal. On je pač vodil tista usklajevanja z vsemi ostalimi, ne, ker ima to možnost, on je šef francoskih republikancev, drugač v EPP-ju. Jaz sem pa pač poskušal vzpostaviti tisto zaupanje, ki je bilo tako strašno porušeno, se pravi, da nisem, od začetka sem bil še sam presenečen, ker nisem verjel, da je tako hudo to porušeno med sabo. Med desnimi strankami. Med desnimi strankami, nažalost. In veste, to je dolga zgodba, to so znali levičarji vedno fajn narediti, ne. Eden od trikov, kako to delajo v Evropskem parlamentu, to sem ga že enkrat razlagal, je Ukrajina, ne. In potem pač imajo tam različne poglede, ne, patrioti na eni strani, ki so pa zagovarjajo, da bi bilo treba to vojno končati in tako naprej, ne. Na drugi strani pa ECR, ki seveda je za to, da se to gre naprej, ne, še bolj silovito, morda celo kot do zdaj, ne, zlasti zaradi Poljske, da se vlaga v obrambo, da se pripravlja in tako naprej, ne. Pol pa Levica zmeraj predlagala, ta skupina platforma, ne, predlagala nekaj, da so tam nekaj od Ukrajine, ne, in pol so še not, enkrat so napisali dobesedno skoraj psovke za Madžarsko pa za Orbana, to je bilo še v prejšnjem času, pa potem drugič so noter zapisali, da zato rabimo cenzuro, pa tretjič vse mogo, skratka, zmeraj so neko svinjarijo not vtaknili in to, ker je bilo pa to uradno v Ukrajini, ne, pol pa, ker je zato nisem glasoval, je bilo pa zmeraj, zdaj pa ti za Ruse, kaj sem jaz za Ruse, kde božje, jaz sem vodil slovensko parlamentarno skupščino v NATO v 12 let, ne, pa smo imeli zmeraj cirkuse tam take, da si ne predstavljate s takratno Rusijo, to je bilo že v času, ko so oni začeli pač ponovno oživljati to svojo hegemonijo, ne. Ampak nekaj drugega je, ne, oni so pod to skrivali vse, hkrati pa kaj so s tem naredili, ne, ker so tukaj bili različni interesi na desni, so se ti med sabo užgali, ne, in s tem so fino, oni so si lepo roke imeli, desna stran se je pa spopadala, ne, in to je spri in vladaj, se to poznate iz starega Rima je to znano, ne, in to na ta način podobno poskušajo še zdaj. Ampak zdaj se je ta zadeva le ustavila, hvala Bogu, in jaz samo upam, da bo šlo tako naprej. Očitno pa nekatere to zelo moti, zato sem tudi zdaj jaz na prangerju, ne. Ampak jaz trdim, da je samo sodelovanje desnih strank brez izključevanja, poudarjam, in to je tudi politika SDS v Sloveniji, če smem pripomniti, ne, je edina pot, po kateri še lahko rešimo Evropo. Drugače je Evropa že izgubljena, ne da bo, ampak je že. Kajti samo na ta način lahko sprejmemo še nadaljne korake v tej smeri. Treba je vedeti, da to, kar je bilo sprejeto, kot sem rekel, je samo pravna podlaga, da lahko desne vlade začnejo izvajati te stvari, ne. Treba bo pa storiti še naslednje korake. Treba bo sprejeti zakonodajo, da se dosledno zaščiti meje, tudi tam, kjer jih eventualno kdo noče. Treba, da se ne dogajajo nove in nove Španije, ker potem itak je to zgodba brez konca, ne. Drugo je potrebno vse urediti za remigracijo tudi v državah, kot je recimo Slovenija, kjer more priti, temu je spraven, do prave evropske solidarnosti. To se pravi, da pomaga zveza oziroma močnejše države šibkejšim, da lahko transportirajo tiste v matične države, ker jih oni ne bodo sprejeli. In treba je odstopiti od lažnega zelenega prehoda, nehati s temi norostmi, treba je pač znižati davčne obremenitve za podjetnike in za vse ljudi in treba je sprostiti razvojni potencial, odstraniti birokratske ovire, od tistih kretenskih zamaškov, ki nam tišijo v nos do ne vem česa, ne. Vse to je treba narediti in treba je zaščititi naše otroke pred ideologijo. Ampak to ne moreš narediti, če imaš levičarje zraven. To lahko naredijo samo med seboj povezane desne stranke. In potem je treba tako prihranjen denar uporabiti za dobro družinsko politiko, pa seveda za varnost, za vse tisto, kar Evropa življenjsko potrebuje. Zanimalo me je, ne, zakaj je tukaj po vaše prišlo do sodelovanja vseh desnih strank, kar se tiče tega akta o remigracijah pravzaprav, ne. Če se spomniva, pred 10 leti je Orban gradil zid okrog Madžarske, bil zmerjan kot fašist, ne. Vi ste ga podprli, tudi vi ste bil zmerjan kot fašist, ampak je pa zanimivo, da pa danes, ne, se pa tukaj tudi leve stranke pravzaprav ponotranjijo proti migracijam in remigracijam. Ne, je prišlo tako daleč, da se zavedajo, kakšen je odpor Evropejcev zdaj do ilegalnih migracij, zaradi vsega, kar je to prineslo, da tudi leve stranke zdaj prevzemajo, vsaj nekatere med njimi, ne, počasi
to stališče, da je potrebno meje zapreti in ilegalne migrante, ki kršijo zakonodajo, izvoziti? To je že v veliki meri tudi veliko sprenevedanja, nekaj pač politične realnosti, pa tudi veliko sprenevedanja. To je približno tako kot sodelovanje ortokomunistov pri slovenski osamosvojitvi. So bili na koncu zraven, prej so pa sabotirali vse, kar se je dalo, ne? Zaradi tega, da so reševali po domače rečeno svoje stolčke. So skočili zdaj na vlak. Ja, podobno je zdaj po Evropi, ne? Ko se pač začenjajo obračati ljudje, ne? Danes doživljamo to z vseh strani, tako kot ste povedal. Jaz sem bil 10 let zmeren, nikdar nisem govoril, da so to ilegalni migranti in da je vse to v bistvu masovni kriminal, za katerega bi morali ljudje odgovarjati, in to seveda točno isto govorim še danes. Ampak takrat sem bil nacist, fašist, vse samo človek, ne? Danes pa vsi govorijo o tem, še gospa Fajonova je na koncu že govorila o ilegalnih migrantih, pa tako naprej, ne? S tem, da danes še smo priča temu, da se v prve vrste silijo tisti, ki so me nekoč zmerjali, pa ki so me hoteli, da se me vrže ven iz politike, pa iz stranke, pa ne vem kaj, in se danes oni kot veliki branitelji slovenske suverenosti in borbe proti migrantom postavljajo. Zdaj, če bo folk temu nasedel, potem je zadeva nerešljiva. To tudi govorim na evropski ravni, ne? Ker pač takim ljudem enostavno ne moreš zaupati. V čemu je finta? Jaz tudi ena od stvari, ki sem jih že takrat opozoril, ko smo to postavljali, ko gre za gospod von der Leyen, ne? Je to, da tisti, ki je bil zraven, ki je sprejemal najbolj sporne odločitve, ne more pol to reševati, zaradi tega, ker on bo v prvi vrsti zainteresiran, da sebe reši, da te stvari pomete pod preprogo, pa da se čim manj govori, zato ker če ne, se potem naslednji dan postavi vprašanje odgovornosti. Treba je vedeti, da vse to, od laži zelenega prehoda do posiljevanja z LGTB ideologijo otrokom, ki tak je to pornografija, ne? In tretjo, se pravi, vse to s ilegalnimi migracijami, v vseh oblikah, vključno s nevladniki, ki hodijo ven spodbujati vne. To je vse po kazenskem zakoniku kriminal. Ti ljudje morajo tudi sodno odgovarjati, ne samo pač politično. Ampak tega pa nihče noče slišati, ne? Zaradi tega, ker so pač večinoma bili vsi v kakšnem trenutku zraven, ne? Jaz s tem brez slabe vesti govorim, ker sem bil vedno dosleden, ker ste lahko gledati za nazaj, ko hočete let, ne? Pa sem to isto govoril. Tako ste rekel, sem bil nazmerjan, tako da včasih nisem mogel živeti, ne? No, pa še moja družina je marsikdaj nasankala zaradi tega. Kritični ste do Ursule von der Leyen ves čas. Kritičen je bil do nje zelo pogosto tudi predsednik vaše stranke, Janez Janša. Zdaj, ko pridemo do očitkov Ursuli von der Leyen, ne, vi ste prispevali podpis za nezaupnico Ursule von der Leyen, ampak na koncu pa ste odstopili od tega. Jaz sem vam rekel, da pač spoštujem dogovore in voljo znotraj moje stranke, ne? Mislim seveda na SDS. Ampak vi menite, da bi Ursula von der Leyen morala oditi? Jaz mislim, da je bila njena izvolitev največja napaka pač EPP-ja v tem mandatu in da je to v veliki meri tudi odločilo o nadaljnjem razvoju dogodkov, ne? Ampak zakaj po vaše je Ursula von der Leyen dobila ta drugi mandat? Kaj je prevladalo? Jaz se je njoj predlagala bivša levičarska vlada v Nemčiji, ne, če smem pripomniti, ne. Samo ker je ona formalno članica EPP-ja, zdaj pač tako peljejo, poleg tega imajo Nemci to načelo, da če je eden njihov, ga pol, če se le da, branijo, pač zaradi tega, ker na nek način poskušajo na ta način pač ščititi svoje nacionalne interese. Mislim pa, da prav te spremembe v volilnih izidih, se pravi to, kar kažejo ankete, zelo jasno kažejo, da so tukaj naredili velikansko napako, ne. Še enkrat povem, jaz mislim, da je Merz naredil zgodovinsko napako, ko bi lahko takrat res šel sodelovanje na desni, in če bi to naredil, bi se krepila kot najmočnejša stranka, kot to vedno učinkuje, CDU, CSU, ne bi bilo pa danes bi bili oni absolutno najmočnejši in to bi lahko v veliki meri potem tudi vplivalo na drugačno politiko. Zdaj pa panika in potem v paniki ljudje zdaj poskušajo samo sataniziranje AfD-ja, ampak tega nihče več ne kupi, tega v celi Evropi nihče več ne kupi. Tista politika, da so skrajneži levo, desno, sredina je pa zlata, to je strategija politike za prejšnje tisočletje. V tem tisočletju zaradi udara, ki ga je povzročila pač masovna ilegalna
ilegalna migracija, ne, v Evropo se vidi točno, da se krepijo samo še poli kot jasne alternative. Je pa to tudi logično. Ne. Jaz sem 15 let učil politično strategijo pa retoriko znotraj moje stranke in ena od stvari, ki sem jih učil, ker so me to isto naučili v ZDA, pa še kje, da nam našteval, ne, kjer sem bil nekoč na izobraževanjih, ne, je to, da je zavest človeka, ko se odloča na volitvah, vedno bipolarna. Ljudje vedno razumejo samo dve kot različni alternativi. Tako da vse to s tem proporcionalni volilni sistem v Evropi je v bistvu ena igra, ki zamegljuje bistvo. Ne. Gre samo za to, da katere dve izbiri ljudje razumejo kot ti dve popolnoma nasprotni alternativi, med katerimi se potem odločajo. Če je to res, kako pa potem razumete zmagovanje novih obrazov v Sloveniji? Mira Cerarja, Roberta Goloba, ne? Ja, to je pa... To je neka tretja pot, ne? Ne, to ni bila nič tretja pot, to je tisto, da... Realno ni bila, ampak predstavljena pa je bila tako, ne? Vem, ampak če dovolite, ne, to bom celo v knjigi, jaz tudi napisan, Zmaga dobrega, ne, kot primer, kako se s tem manipulira, ne, in tudi obrazložitev, zakaj je temu tako. Zaradi tega, ker je preprosto, Slovenija ni nikoli doživela lustracije, ne. Lustracija ne v tistem smislu, da se nekomu ne dovolj, da kandidira, ali pa kaj podobnega, ampak lustracija pomeni končno prekinitev z lažmi. Tega v Sloveniji žal ni bilo. In zato se je potem eno laž nadgradilo z drugo lažjo, pa s tretjo lažjo, pa s četrto lažjo, pa z novim obrazom, pa še z enim novim obrazom, pa še z enim. In to je šlo do teh volitev po tekočem traku. Ne? Zato, ker je to najbolj enostavno. Zato, ker veste, v zavesti Slovenk in Slovencev je, da vsak zase je siguren najpametnejši. Pa ne moreš ti njega prevarati. On ne bo nikoli priznal, da so ga trdeči fino za nos potegnili na volitvah. Ne? Ampak bo raje šel to nadgraditi z naslednjim novim obrazom, pa ko bo nad njim razočaran, bo spet naslednji novi obraz, zato ker potem ne boš priznal, da so te okoli prinesli. Se pravi, ta sistem je deloval žal v Sloveniji dolgo vrsto let, zdaj na srečo ne več in jaz upam, da ga nikoli več ne bo. Da ljudje vendar bi se morali naučiti, da v vsaki zreli demokraciji pogledajo, kdo je nekaj naredil, da najprej dobi vsakdo neko priložnost na nižjem nivoju, ko se tam izkaže, lahko napreduje. Ne pa, da nekdo skoči dobesedno iz ceste, pa naslednji dan je pa predsednik vlade, pa se pa vsi za glavo držijo, kaj se dogaja. Grims, zdi se, da je tudi v EPP-ju prišlo do nekih premikov, ne? No, tudi, kar se znotraj Evropskega parlamenta so premiki zagotovo pozitivni, ne, in grejo v pravo smer. Prav to, o čemer sem govoril, je za to kronski dokaz. Žal pa ravno se strani pač Evropske komisije pa gre veliko pritiska v popolnoma nasprotno smer. Tako da prihaja včasih tudi do tega, da se iz EPP-ja recimo pošilja protestna pisma v zvezi s norostmi zelenega prehoda na Evropsko komisijo, ampak ta pač ravna približno tako kot na moja opozorila, da je kakšna strategija LGTB v nasprotju s temeljnimi akti z področja varovanja človekovih pravic. Enostavno se zavije v molk in potem ne odreagira in pač hoče svojo politiko peljati naprej. Ampak ta politika ne vodi nikamor. Tukaj bo treba narediti bistvene spremembe, še mnogo dlje, če želimo Evropo ohraniti tako, kot je. Ne samo ena Evropa, Evropa narodov. Slišati je, da iz Evropske ljudske stranke, ne, tudi zdaj prihajajo pritiski, da bi se ta zeleni prehod ustavil. Tako je. Kaj bo po vaše... Sem rekel, iz parlamenta. V parlamentu se tukaj premikajo stvari, zagotovo v pravo smer, ampak pač gre to strahovito prepočasi in premalo. Poleg tega je iz Evropske komisije popolnoma nasproten pritisk. Ne? Čisto konkretno, kaj bo recimo s temi motorji na notranje izgorevanje? Jaz o tem sem hotel reči. Ne? Ko recimo smo mi zahtevali, da se vse to umakne in da se preneha s temi norostmi, ne? Morate vedeti, kaj je bil motor evropskega razvoja. Prav motor z notranjim izgorevanjem, ker smo imeli tehnologijo, ki je bila daleč najboljša na svetu. Ne? In rezultat tega je bil, da pred 30 leti v Ameriki, pa ti si bil frajer, če smo v Porsche, BMW, Audija, Mercedesa, ne? Danes si pa bil frajer, zdaj, če si imel Teslo v Evropi. Ne? Še to zdaj podhaja, pa prihajajo Kitajci. Ne? Skratka, mi smo svoje primerjalne prednosti žrtvovali na ideološkem oltarju norosti zelenega prehoda, ki je tako temeljen na lažeh. Kaj bo zdaj to prepoved do leta 2035? Ja, jaz sem prepričan, da bo to vse ukinjeno. Ne? Pač vprašanje pa je, če bo to sposobna narediti ta pač Evropska komisija.
Vem, da je pritisk, še enkrat povem, tudi z EPP-ja, da bi se šlo v to smer, tudi pritisk iz Nemčije, ki je po svoje še pomembnejši, ne, ker sem vam povedal, kako to v praksi deluje, ne, pri njih, ampak zaenkrat je odpor Evropske komisije še vedno silovit, če so šli sprejemati tam ogljično nevtralno za leto 90% do leta 40, pa take neumnosti. Ne. To je, z vso to ogljično nevtralnostjo, z vsemi temi pač papirji je treba prekiniti, to je treba vse ukiniti, vse te davke ukiniti, ker to je sama laž. Kdor misli, da s tem, če plačuješ višje davke, vplivaš na vreme, oprostite, imamo tamle v Begunah eno zelo dobro institucijo za take, ne, ampak jaz bi vam predlagal, da brajš preberete mojo knjigo, pa bom jasen, kako vam so vas lekli za nos vse te leta. Ne. Gre se sem za to, da so vzeli prekratko obdobje, človek je pa nagnjen k temu, da tisto, kar sam doživi misel, da je univerzalno, ne ve pa, kaj se je dogajalo prej. In seveda finta je v tem, da smo imeli malo ledeno dobo in danes se v resnici ogreva zemeljca komaj na tisto povprečje, ki je bilo pred tem. Ne. Vsi medledene dobe, in tudi mi smo zdaj v medledeni dobi, so bile pa celo bolj vroče, kot je tak je zdaj. Ne. In prej ali slej se bomo srečali z drugimi problemi. Tukaj bi vam lahko seveda našteval na stotine študij, ki pravijo drugače, da je globalno segrevanje posledica človeškega dejavnika. Tudi o tem govorim v svoji knjigi. Ampak to so že preteklosti debatirali, pa raje danes ne bova. Greva raje na te očitke konkretne. Ne? Se pravi, podpora LGBT plus, oziroma kritika LGBT plus, ne? Vi ste bil zagovornik tega zakona, ki ga je na Madžarskem sprejela madžarska vlada, saj ste sami omenili pod Viktorjem Orbanom, šlo se je tudi na referendum, podprlo je, se pravi, prepoved ideologije v šolah in vrtcih tam, mislim, da več kot 80% ljudi, a ne? Zdaj pač to ne bi bilo protiustavno, ne bi kršilo evropske vrednote, človekove pravice, želeli so zdaj odpravo tega na Madžarskem, vi pa ste tukaj stopili v bran Viktorju Orbanu in zdaj vam to očitajo. Ne? Jaz sem stopil v bran pravni državi in ustavnemu pravu. Kajti, če bi se spoštovalo temeljna načela Evropske unije, po katerih je Evropska unija pooblaščena samo za izvrševanje tistega, kar je izrecno zapisano v temeljnih aktih Evropske unije in točno in samo tako bi moralo biti, potem Evropsko sodišče o tem nima kaj odločati, kajti Evropsko sodišče za to ni pristojno, še najmanj je pristojno za odločanje o vzgoji in pa zaščiti otrok. To je pristojnost vsake države članice posebej. In to, kar so oni naredili, je v resnici prilaščanje pristojnosti, ki jih nimajo. Pa se pa skrijejo za nedotakljivost sodne odločbe. Jaz sem pa na to opozoril in bom še, in to bom tudi v sredo predstavil na poslanski skupini EPP, če bodo želeli poslušati. Jaz prinesem lahko učbenik gospoda pokojnega profesorja dr. Lovra Šturma. V sredo, ko bodo glasovali o vas. Tako. Ga nameravam, mogoče ga celo sabo prinesel. A kot vaš zagovor bo to? Ja. Kajti kaj on pravi? Da ti seveda ne smeš kritizirati enega postopka na sodišču, dokler ta traja, ker je to nedopusten pritisk na sodišče. Ko pa je ta pravnomočen, ko je javno objavljen in torej uveljavljen, pa je lahko predmet kritike in celo mora biti predmet kritike in še več. Ta kritika je kriterij demokratičnosti posameznega sistema, ne? In točno to sem naredil. Jaz sem počakal, da je bilo to objavljeno, da je bilo to javno razglašeno, potem pa sem opozoril, da to ni bila njihova pristojnost in da pač taka zadeva je nična. Pravno je to nično. Tisti, ki hoče spoštovati pravni red, mora zagotoviti ničnost tega in ne sme upoštevati celo tega. Ne? To so že očetje ameriške ustave rekli. Če je zakon krivičen, če je v nasprotju s pravičnostjo, če je v nasprotju s pravnimi temeljnimi načeli, nasprotju z vrednotami, potem si ti dolžen, da ga ne spoštuješ. Ne? Kaj se bo zdaj tukaj zgodilo na Madžarskem? Kaj bo naredil Peter Magyar? Peter Magyar, ne vem, to boste pač morali oceniti sami. Enih stvareh napoveduje, da bo peljal naprej politiko Viktorja Orbana, kar sam osebno zelo cenim. Upam, da bo res tako. Po drugi strani ravno pri LGTB je predlagal za ministrico eno gospo, ki sem jo takrat, ko sem bil opazovalec na teh njihovih volitvah, videl kot predstavnico pač tistih nevladnih organizacij, ki jih je financiral Soros, ki so bile edine proti zaščiti otrok pred LGTB ideologijo, pač obesili so zastave čez cel most tam, potem, ko so pa pač
domoljubi šli in tiste zastave zamenjali spet nazaj z madžarskimi zastavami, jih pa zdaj preganejo, tako da, ker se pa tega tiče, sem pa zelo skeptičen, bomo videli. Torej, mislite, da ta zakon bo odpravljen zaradi pritiska Evropske unije? Morda, ne vem, upam, da ne. Jaz še enkrat opozarjam, če se pristane, ne, in kdor molči se strinja, je temeljno načelo rimskega prava, ne, to verjetno poznate. Zato sem javno spregovoril proti temu, takrat tudi v Evropskem parlamentu, ne se to sliši, tudi za zaščito slovenskih interesov, kajti jaz sem tudi napisal tak zakon za zaščito slovenskih otrok in je bil že v prejšnjem mandatu vložen, samo pač, ker je bila leva večina, ni bil sprejet. Celo dvakrat je bil glasovan, ne. Zdaj pričakujem, da bo tak zakon sprejela slovenska vlada in pa potem slovenski parlament dokončal zakonil, da se zaščiti naše otroke. Minister za izobraževanje, dr. Borut Rončević, govori o ideološko nevtralnih šolah. Je to? To je to. Seveda. Kako si vi predstavljate ideološko nevtralno šolo? Kdo bi to v Sloveniji meril? Na kakšen način bi to sploh bilo? Zelo enostavno, da te učijo slovenščino, matematiko in vse ostale predmete tako, kot je treba, ne pa da ti govorijo, da obstaja 72 spolov, pa da ti se lahko si fantek, lahko si punčka, lahko si bis, lahko si škis, zdaj se pa odloči, kaj si, pa bomo pa v tem naprej. Pa kaj si vi predstavljate, kdo bo to zdaj kontroliral, je neka šola ideološko nevtralna ali ne? A kako bo Janševa vlada to nadzirala? Imajo za to uveljavljene svoje metode, kako pa je to do zdaj delovalo. Kakšne metode? Se pravi, to gre za šolske inšpekcije in pa seveda za vse tiste organe, ki pač vodijo delovanje šol, v katerih sodelujo tudi starši in ki imajo vse to v nadzoru. Pri osnovnih šolah pa se itak ve, da je eno od ustanoviteljic tudi občina in tudi občina bo imela vpogled v to, da se to izvaja. In tudi zdaj je bilo zelo različno, ne? V nekaterih kranjskih šolah, pa tudi nekaterih šolah Ljubljani, celo v nekaterih vrtcih v Ljubljani, nažalost, je bila prisotna LGTB plus ideologija. Marsikje na podeželju pa seveda ni bilo tem niti sledu, ker so spoštovali voljo staršev v veliki meri in tudi učitelji seveda, ki so bili v takem okolju, niso podlegli neki nori ideologiji in niso otrok učili neumnosti, ampak so jih učili tistega, kar v življenju res potrebuje. In tako šolo rabimo. A smo zdaj na točki, kjer lahko človek nasprotuje ideologiji LGBT in tako naprej, plus pa hkrati ni homofob? Glejte, klej pa ta trik, ki ga ves čas levičarji uporabljajo. Ne? In grede, njihov najstarejši trik je, da vse tisto negativno, sovražno, nasilno, kar so v resnici samo levičarji sami, pripisujejo vsem drugim. Ne? Ta drug trik je pa tale, ne? Da oni vlečejo kar enačaj med LGTB plus ideologijo in homoseksualnostjo. Temu ni tako, tudi to je v moji knjigi, torej, Zmaga dobrega. Vi niste homofob? Lahko dokončam. Ne, sprašujem vas, ker vam to skozi očitajo. To je bedarija. Ja. To vam je venda jasno. Ne? No, ampak kaj je bistvo? Da tudi mnogi homoseksualci v celoti zavračajo pač to ideologijo in jo štejejo kot v bistvu najbolj sovražno njim samim. Ne? Recimo dva primera, ki sta izjemno znana, jih imam tudi v knjigi. Eno je pač nekdanja teniška igralka Martina Navratilova. Ona je nastopila proti temu, da se vključuje moške v ženske športe, ne, tiste kao trans moške, ne, in zaradi tega je bila deležna neverjetnih napadov in diskreditacije. Ravno s strani LGTB plus ideologije, ne, in njenih nosilcev oziroma propagandistov. Drug tak primer sta pa najbogatejša pač Dolce in Gabbana, ne, najbogatejša zemljana, ki sta javno deklarirana kot homoseksualen par. Ona dva sta pa javno povedala, da otrok nikdar ne bi smel dovoljevati v homoseksualne pare, ker pač otroci zaslužijo, da rastejo v naravnem okolju, zdravem okolju, da imajo srečno otroštvo v takem okolju, pa da pač otroci iz mnogih razlogov tega ne bodo deležni. In potem se je strani LGTB plus propagandistov usulo toliko sovraženega proti njim, da si sploh ne predstavljate, od groženj smrtjo do vsega, in potem sta malo
korigirala to načelo in se popolnoma umaknila iz javnega življenja. To je ta razlika med homoseksualnostjo in LGTB plus ideologijo. In največja svinarija je, ne, da si levičari to kar prilastijo. Pa mi grejo, oni si lastijo še vse druge manjšine. Meni je najbolj zanimiv primer šefica Alternative za Nemčijo. Ne. Ona je tudi seveda, to sem prej že povedal. Ja. To sem že prej povedal. Ne. Ona je pač javno deklarirana kot homoseksualna in živi s žensko, ki je temnopolto, ki jo je pripeljala, mislim, da Šrilanke, v glavnem nekje z enega drugega konca pač zemlje. In sta pač par kot tak, zdaj pa tisti, ki temu podtikajo pač razne pritikline, treba nekaj razumeti. Ne. To bom tudi zelo jasno, zdaj tudi mojo knjigo v kratkem izdal v tujini, imam tudi tam noter to napisano. Vsi socializmi, ne, so v resnici, pa če to nacionalni nacizem ali pa fašizem ali pa socializem kot internacionalni socializem, kot je bil prvotno rečen, so utemeljeni na pač načelih Karla Marxa. Ampak med njimi je samo eden najbolj uničujoč, kar je zaznal že pač general Patton, ki je rekel, mi smo potolkli napačnega nasprotnika. In ta najbolj uničujoč se nažalost širi kot rak. Ne. Padel je internacionalni socializem na vzhodu, nažalost se je kot kulturen marksizem pojavil na zahodu. Ne. In to danes uničuje Evropo, zato so vse te neumnosti, o čemer delujemo in zdaj govorimo. Ne. In pred tem moramo zaščititi najprej naše otroke, pa tudi celotno družbo. Treba je priti do tega, da imamo nevtralne tudi institucije, ne samo šolstvo, ampak tudi institucije v tem trenutku, tudi sodstvo je preplavljeno s kulturnim marksizmom. Ne. In se pod krinko nekih sodnih odločb v resnici vsiljuje levičarska ideologija. Če želimo Evropo rešiti, je treba temu narediti konc. Temu je posvečena tudi ta moja knjiga. Ne. In temu jaz tudi dosledno sledim. S tem knjigo sem šel takrat na volitve. Ta knjiga je popolnoma skladna s tem, kar je bil predvolilni program SDS in to dosledno zagovarjam tudi v Evropskem parlamentu. In če to koga mot, jaz sem trdno prepričan, da z mano ni nič narobe, vprašajte, kaj je s tistim. Ne. Torej, LGBT ITD plus, to je kult, sekta po vaše. Lejte, levičarji so pač praktično uveljavili 3 vidike te ideologije. Ne? Se pravi, to so eno so masovne migracije, drugo je LGTB plus ideologija, tretjo je tako imenovani zeleni prehod, ki v resnici laže. Ne? Tam je zeleni, so samo bankovci, ki jih vlečejo iz vašega žepa, pa jih dajo v žepe globalistov oziroma pač drobtinice tudi v žepe socialistov, ki so njihovo orodje. Ne? Levičarji so danes samo še orodje tega špekulativnega velikega kapitala in v resnici tudi, če gledamo za nazaj, bomo ugotovili, da vse skupaj socializem kot tak, v vseh oblikah, ne, je vedno deloval kot v bistvu ena taka globalna mafija. Ne. Tam ljudje mislijo, da gre za enakost, ne gre za to, da se v resnici navadne ljudi potunka v revščino, potem se jih pa umetno vzdržuje v revščini in se ves čas poudarjajo socialisti, mi smo pa vaši rešitelji. Niso. Socializem je največji vir revščine na svetu in v resnici se ravno pride tam do največjih razlik in do koncentracije. In danes globalisti kot taki so to seveda zelo dobro preračunali, oni umetno vzdržujejo in gre neverjetne milijarde za propagando te ideologije, za uničevanje pač zahodne civilizacije, levičarji so pa orodje, ki to pele. In skrati vse tisto, kar oni počnejo, kažejo na druge. In ne vam povem primer iz Evropskega parlamenta. Ne. Tudi ena od očitkov, ki jih imate pred sabo, ne, piše, da jaz sodelujem s far right, ne, s nekimi ekstremnimi desničarji. Zdaj pa pazite, jaz sem tudi magisterij znanstveni iz politologije naredil. Ne, in v tistih knjigah, ki sem jih tam naštudiral, ne, piše, da je pač tisti skrajnež v politiki, ki zagovarja ali celo brani uporabo sile za dosego političnega cilja. Kdo je torej? Poglejmo Evropski parlament. Jaz v Evropskem parlamentu ne poznam, pa poznam osebno dobesedno vse, ne poznam osebe na desni strani, ki bi zagovarjala kakršnokoli uporabo sile za dosego političnih ciljev. Kako pa je na levi strani?
Si pa poglejmo primer. Ilaria Salis. Ilaria Salis je bila gospa, članica Antife, je članica Evropskega parlamenta in je bila pod obtožbo iz Madžarske, posnetki s kamerami, da je s skupino Antifa teroristov lovila po ulici popolnoma nedolžne ljudi, mlade pare, ki so se sprehajali in jih je potolkla s kladivom. Imajo nekateri trajne posledice zaradi tega, ne? In je bila zahteva, da se ji odzame imuniteto, da bi lahko na Madžarskem za to teroristično nasilje Antifa sodilo. Mislim, da z 308 proti 309 je Evropski parlament izrekel imuniteto. To se pravi, je v Evropskem parlamentu očitno 309 levičarskih skrajnežev, ki ščitijo nasilje. To je pa grozljivo, ne? Ker kaj je to tudi hkrati pomenilo, ne? Da desnih skrajnežev ni, pa se jih stalno obklada, je pa očitno neka celo večina levičarskih skrajnežev, ki branijo teroristično nasilje, ki je najbolj nedopustno. Zdaj pa, kaj to še pomeni? To pomeni, da so s tem dejansko naredili zeleno luč za nadaljne napade Antife kjerkoli po Evropi. In tisti fant v Franciji, ki so ga Antifajevci pobili, tisti, ki so za to imuniteto glasovali, imajo kri tega fanta na svojih rokah. Probajo biti malo krajša v odgovorih, da še kaj podebatirava. Parada ponosa, ne? Na Madžarskem je bila prepovedana, v času Orbana, zdaj je prišel Peter Madžar, zdaj je dovoljena. Parada ponosa je bila junija tudi v Sloveniji. A vas parada ponosa moti? Mene parada ponosa sploh ne zanima. Me pa zanima, ali je dovoljeno, da se pač pri tem zlorablja otroke ali pa ne, ne. Se pravi, kaj je problem? Da se dovoljuje, da se te udeleži ali pa vsaj ogledajo tudi mladoletniki. Če tega ni, naj počnejo ti ljudje, kar hočejo. Toda otroke naj pustijo pri miru. Torej, parada ponosa ja, ampak ne na tak način. Ja, ne na tak način, da so lahko prisotni ali udeleženi ali med gledalci tudi mladoletni otroci. Kajti, ne glede na to, tudi po sedanji zakonodaji, samo očitno se ne ukrepa. Ne razumete njihovega argumenta, ne, tej skupnosti LGBT, da se otroci s tem naučijo sprejemati Ne, s tem oni predatorsko novačijo med otroki. Treba uporabljati pravilne izraze, ne? Ker se sami ne razmnožujejo, pa na ta način novačijo med otroki, ker jim to vsiljujejo, kot da je to normalno. Ni. V resnici so po nekaterih šolah, to sem pač preveril, žal tudi v Sloveniji, v nekaterih šolah celo privilegirani taki. In seveda potem se otroci sami razglasujejo, da so ne vem kaj, ciškis, whatever, ne? Samo zaradi tega, da imajo lažje, boljše ocene, da imajo privilegije, da imajo isto je po celi Evropi. Še dve vprašanje. Ker to se financira. Morate vedeti, da te nevladnike, ne samo zaradi tega, ampak tudi za propagando tistega, kar vsiljuje Evropska unija, oziroma, če smo natančni, Komisija Evropske unije, je v tem trenutku namenjenih 8,9 milijarde evrov dodatnega denarja. Ne? In to je po mojem mnenju popolnoma nesprejemljivo. Še dve vprašanje, kar se tiče te ideologije, pa potem s tem zaključiva. Nekje sem prebral podatek, pa mislim, da so bile to neke ameriške študije, generacija Z, generacija rojena po letu 1996, pa tam nekje okvirno do 2012, ta generacija ne bi se vsak njen četrti ali peti član, torej skoraj 20 do 25% teh ljudi, opredeljevalo za člane te skupnosti. Ja, pa se vam glih kar razložil. Ja. Če so za to nagrajeni, imajo dodatne bonitete, se jih to vzpodbuja, jih se jim to propagandira. Ah, kje pa? A se samo želijo... To je larifari, ne? Ali menite, da samo želijo pripadati temu, ker so za to neke ugodnosti? Zato, da so frajeri, zato, da so deležni pozornost, pa tako naprej, ne? Kako pa je v tistmu, ki najbolj oblikuje pač modele, pač vedenske modele za mlade, ne? To je pa Hollywood, ne? V Hollywoodu skoraj ne najdete para, ki ne bi imel otroka, ki ga zdaj javno razglašajo, da spreminja spol, da ga že pripravljajo, da mu že dajo hormonske blokerje. Oni dobesedno žrtvujejo svoje otroke, ker jih s tem naredijo trajno invalide, zato da sebi omogočijo dodatno kariero za denar. Ne? Mi smo iz civilizacije pod vplivom te nore LGBT plus ideologije levičarske, pod vplivom kulturnega marksizma, torej prišli nazaj v barbarizem. Ne? Da se žrtvuje otroke za kariero, za denar. Ne? To je srhljivo. Ne?
Ja, morda pa so ti otroci prepuščeni sami sebi in se potem zatekajo. Ne? Ti zvezdniki nimajo Sigurno, časa zanje. Glejte, noben otrok ne bo sam tamle pri parih letih šel pa razlagal, jaz pa nisem to, jaz se pa čisto drugače počutim. To mu nekdo, en starejši pokvarjen človek usadi v njegovo zavest, v njegovo glavo in v tem je vas problem. Obstaja, mislim, da je Elon Musk rekel, ne, da če je pač nekdo 20 ali pa kasneje ustraja, da je rojen v napačnem telesu, ima najbrž duševne težave. A ne? Če pa nekdo pri 3 letih začne to na ves glas razlagati, ima pa verjetno nekdo od njegovih staršev ali bližnjih hude duševne težave. Ne? A opažate nek odboj zdaj od tega med mladimi, že nek trend obračanja? Če pogledava recimo samo rezultate na zadnjih parlamentarnih volitvah v Sloveniji, ne, v starostni skupini do 24 let je desnica najbolj prepričljivo zmagala. To je po celi Evropi, to je najboljše, kar je možno. Namreč, ker to da je popolnoma novo upanje za Evropo. To je popolnoma drugače, kot so si vsi ti strategi predstavljali, ne? In jaz osebno mislim, da iz tega izvira še nekaj drugega. Ne? Iznenada vsi levičarji vpijajo, da je treba mladim preprečiti dostop na internet, da je potrebna identifikacija, da ne vem kaj, to je za zaščito otrok, ja seveda. Ne? Kaj so pogruntali? Ne? Zakaj imajo mladi danes tako drugačen pogled? Jaz sem osebno prepričan, da zato, ker gre za generacijo, ki je že rasla ob internetu. Ne? In prej smo vsi, lahko kar prvi osebi govorimo, bili dobesedno opranih glav v sistemu javnega šolstva, preko javnih medijev, ker je bilo to edino, kjer smo lahko pridobivali informacije, razen potem, kolikor smo šli in preverjali to v knjižnici. In ti isti mediji se zdaj sprašujejo, kaj je z mladimi narobe, kaj je psihično z njimi narobe. In zato jim hočejo preprečiti dostop na internet, da ne bi mogli sami ustvarjati svojega mnenja. Zaradi tega jaz opozarjam, da nobena prepoved za mene, za mlade otroke ni dopustna, treba je pa jasno potegniti linijo. Kot starši, sam sem to pri svojih otrokih naredil in ni bilo nobenega problema nikoli, da jim poveš, kje je meja, do kje je lahko, kaj je dopustno, kaj je v redu, kaj ni, in otroci to spoštujejo. Če to seveda narediš v pogovoru, če narediš tako, da ti otroci zaupajo. Ne? In nobena prepoved tukaj ni potrebna, še najmanj pa na državni ravni, kajti vsaka cenzura vodi v omejevanje informacij. In jaz sem trdno prepričan, da je prav to, da si mladi ustvarijo svoje mnenje, da se mladi vračajo k tradicionalnim vrednotam, vračajo se tudi k veri, vračajo se k krščanskim vrednotam, cenijo jih spet. Vse to je najboljša možna popotnica za Slovenijo in za celotno Evropo. To je tisto, kar daje upanje. Zato se je vredno govoriti. Torej, z mladimi ni nič narobe, kakor je namigovalo delo. Ne, da... Mladi so prihodnost. Pa vendar ne, lahko bi se zgodilo, da ste omenjali svoje otroke. Ne? Kako bi odreagirali, če bi vaš otrok prišel in povedal, da se ne počuti tega spola? Vprašal bi ga, kdo mu je to vsadil v glavo. Ga ne bi razumeli. No ne, jaz eno malenkost tega celo enkrat doživel, ne. Ampak potem, ko sem otrokom razložil, koliko je ura, je bilo v naslednji minuti vsega... No, lahko poveste kaj več, kaj se doživeli? No, sem bil dovolj jasen. Skratka, to otrokom nekdo vsiljuje, ne? In jim predlaga, da je biti to ali pa ono, da je to nekaj modernega, da je to nekaj super. Otroci tudi vidijo, da iz tega pridobi neke bonitete. Ne? In potem seveda se otroci k temu nagnejo. Če pa imaš z njimi normalno komunikacijo in razložiš, da jih eden po domače rečeno hoče uničiti, ne? Potem je pa seveda tega v hipu konc in čez en teden ti rečejo, oči, ti si čudovit, pa edino pametno si nam povedal. Ne? Gospod Grims, zdaj v tem očitku, ko vas izključujejo, je govor o tem, da se niste udeleževali sestankov vaše politične skupine. Očitajo vam nedelo. No, jaz sem edini, ki ga boste srečali v 11. zvečer v parlamentu z mojo ekipo vred, edini, ki ga poznajo vsi varnostniki, tem so se lahko prepričali, zadnjič so prišli na obisk. Ne. Me tudi pozna praktično vsak, pozna me Elon Musk, ki mi je zato tudi javno izrekel podporo, in če te med 720 poslankami in poslanci Evropskega parlamenta prepozna najbogatejši zemljan, drugi najbolj vplivni človek tega sveta, ali pa vsaj
sodnega sveta, to zagotovo pove, da ogromno delaš, da dobro delaš in da v tem delu dosegaš tudi uspehe. In tako bo tudi v bodoče. Za ljudi jaz sem zavezan, volivcev zanje, za vse vas delam noč in dan in tako bo, dokler bom imel to priložnost. Ja, pa kaj s temi sestanki zdaj? Zdaj, to je pač manipulacija. Ne? Zdaj morate vedeti, da ti sestanki v Evropskem parlamentu so ponovadi v več fazah. Ne? Začne se tako, da pač se sestane neka skupina, oblikuje neko mnenje ali pa se opredeli do nečesa, potem gre to na tisti odbor, so pripravljalni sestanki odbora in potem se tam oblikuje mnenje in potem se eventualno to mnenje še predstavlja na skupno, ker pa pač ne dobi vsak besede, ker je tega preveč, razumete, da je recimo skupina celotne 180 ljudi, in da vsak, vsaj na enem od teh sem zagotovo jaz vedno bil. Ne? Najbrž mogoče se nisem kdaj ni podpisal ali pa kaj podobnega, zanesljivo sem se pa večkrat podpisal kot dvakrat, kot da čista lažka tam ne piše. Ne? To je drugo, kar pa je, mimogrede, ni edina. Ne? Noter piše, da je bilo enkrat prepovedano, da EPP znak uporabljam, takega dopisa jaz sem kol dobil nisem. Ne? Dobil sem dopis, da je ena dvorana zasedena, ne? Pa kaj podobnega, tako da to je pač zelo zanimiva zgodba, je pa zelo zanimiva zgodba tudi to, da je tisti človek, ki je to govoril, pač povezan z nekom iz Slovenije. Ne? O tem se tudi dalo kaj govoriti. Tako da se pravi, meni tole po mojem zelo široke korenine, ta zgodba, ki se zdaj dogaja, ni pa to niti pomembno. Lejte, jaz vem, da v tem trenutku, če povzamete rezime, mene zmerjajo zato, ker sem za varnost otrok, za varnost žensk, proti posiljevanju otrok z neko ideologijo, zato, da se spoštuje pravni red, ker bi moral biti v pravni državi samoumevno, zato, da se brani naše meje, zato, da se izvede remigracija, da se ohrani kvaliteta, edino največje bogatstvo, ki ga ima Evropa, to so naši narodi, v našem primeru slovenski narod, slovenska tradicija, slovenska kultura. Temu sem zavezan in pri tem bom vztrajal. In ste za absolutno svobodo govora, ne? Kaj da? Za absolutno svobodo govora ste. In seveda sem za absolutno svobodo govora. Očitajo vam namreč, da ste govorili o DSA kot o cenzuri. Ja, DSA je v resnici samo orodje cenzure in kot tak nikoli ne bi smel biti sprejet. To je Digital Services Act EU. V glavnem, ta nikoli ne bi smel biti sprejet. Zakaj? Ker omogoča neverjetno širjenje cenzure. Veste, kako je to v resnici napisano? Da ena levičarska vlada, recimo taka, ko je bila Golobova v Sloveniji ali pa v Španiji, nekaj razglasi za sovražni govor. Po Digital Services Act bi morali v hipu vsi z interneta v celi Evropi, z vseh platform, snet tisto vsebino, ki jih moti. Pa je lahko še taka resnica. Ne? Ampak to je bilo sprejeto. To je bilo sprejeto že v prejšnjem mandatu in tega se oklepa žal, tukaj pa moram reči tudi EPP še zaenkrat, specialno pa seveda Evropska komisija, kot da gre za ne vem kakšen demokratičen dosežek. Ta Digital Services Act je v nasprotju, to sem dokazal, to sem tudi pisno dal, zdaj je malo dolgo, lahko drugič to posebej malo, ampak je v temeljnem nasprotju s temeljno deklaracijo, splošno deklaracijo človekovih pravic OZN in s temeljnimi akti Evropske unije. Ampak kaj se to zdaj izvaja, se ne? To zadevo bi morali v celoti odpraviti za nazaj, skupaj z vsemi posledicami, ker je v nasprotju s temi akti. To je temeljno načelo pravne države, ampak o tem nihče noče niti slišati. Ne? In na ta način se vsiljuje v resnici cenzura. Ne? To je ena od teh oblik. Druga se pa potem šlepa, ne, pod tistem zaščito otrok. Ne? Kakšna zaščita otrok, dajte namerega. V glavnem, vsaka oblika cenzure je škodljiva, vsaka oblika cenzure, morate vedeti, vodi v to, da demokracija postane samo še farsa. In danes je borba za svobodo javne besede. To je pa prav tista točka, na kateri se mi je z imenom in priimkom direktno izrazil podporo tudi Elon Musk. Danes je borba za svobodo javne besede. Tisto, kjer najbolj branimo Evropo, kjer najbolj branimo Slovenijo, kjer najbolj branimo slovenski narod. Ker brez tega je vse drugo pač nedosegljivo. Ves čas omenjate Elona Muska, predlagali ste ga za Nobelovo nagrado za mir. Zakaj je Elon Musk za vas
Zakaj ga tako cenite? Zato, ker je on, lejte, danes so na marsikateri platformi rekli, da ukinejo vse oblike cenzure. V resnici jih v Evropi umetno ohranja ravno von der Leyenova oziroma Evropska komisija, ki celo plačuje potem tiste posvečene nadzornike, da izvajajo v resnici levičarsko cenzuro. V Sloveniji je, se veste, to Anuška Delić in kompanija. Ampak, Oštro, ja. No, ampak v resnici tisti, ki je prvi to načel in to načel na svoje stroške, s svojim denarjem in pred izvolitvijo Donalda Trumpa, je bil Elon Musk. To je bila njegova suverena osebna odločitev, da je prevzel platformo in da je popolnoma odprl za vsa različna mnenja, ker spravlja. S tem je pravzaprav obranil na globalni ravni temeljno človekovo pravico svobodo govora. Pa vas lahko nekaj zdaj izzovem tukaj, ko sva pri X-u. Moje mnenje je, pa tudi podpiram svobodo govora, ampak moje mnenje je, da je bila debata, preden je Elon Musk prevzel X, na bolj kulturnem nivoju. Da je zdaj več laži, več resnic, več neresnic. AI je prevzel platforme in objavljajo se lažni posnetki brez opozoril, da so lažni posnetki. Skratka, več niti ne ločim, kaj je resnično in kaj je ne. Skratka, Elon Musk ima očitno z absolutno svobodo govora na tem omrežju neke težave. To je problem vseh platform, ampak vse platforme z izjemo X-a so po drugi strani levičarsko dodatno cenzurirane. Ta je problem vseh platform, da se razumeva. Celo nekatere so mnogo bolj na udaru od teh, recimo Blue Sky pa tako naprej, da je do TikTok in tako. Ampak tam je po drugi strani pa izredno močna levičarska cenzura. In potem doživiš tudi tole, ker sem osebno doživel, da sem v Evropskem parlamentu uradno v nastopu opozarjal na laži zelenega prehoda in zakaj je treba od tega odstopiti, da se potem lahko znižajo davčne obremenitve za podjetnike, da se potem odstrani birokratske ovire, da se sprosti razvojni potencial Slovenije, Evrope, slovenskega podjetništva, evropskega podjetništva in da se omogoči boljše življenje in varnost za vse. Potem sem govoril v Evropskem parlamentu, to sem objavil na različnih platformah, na TikToku. Ne samo, da so mi to zbrisali, ampak sem dobil še 2-krat posebno opozorilo, da če bom samo še enkrat kaj podobnega objavil, da mi bodo ukinili račun in doživljenjsko preprečili sploh, da bi odprl naslednji račun pod imenom in priimkom na TikToku. To je pa mimogrede TikTok, ki je seveda v rokah Kitajcev, če kdo tega ne ve. Ja. In Kitajci kaj imajo? Ja, služijo s tako imenovanim zelenim prehodom. Oni izdelujejo vse tiste silne turbine pa fotocelice, ki jih potem vrli Evropejci, ki mečejo 100 milijard denarja za to stran, tukaj obešajo. Na koncu pa to seveda ne deluje in na koncu edino, kar deluje, kar je logično, ker je taka tehnologija, je, da delujejo jedrske centrale, ta velike termocentrale, pa ta velike hidroelektrane. Vse ostalo je pa prečvržen denar. Ampak Kitajci pa s tem fantastično služijo. Seveda je mi v interesu, da se o tem ne govori, da ostane še naprej laž zelenega prehoda. Zato sem prej rekel, da bi morali tajne službe zelo pogledati, kdo v evropskih institucijah je povezan s kakšnimi Kitajci, pa kdo je dobil kakšno podkupnino. Ker jaz sem prepričan, da nekateri so jo. Še 2 stvari. A podpirate prepoved uporabe družbenih omrežij mlajšim od 16 let? Avstralija je šla s tem prva, posamezne evropske države temu sledijo, Evropska unija se k temu nagiba, da se mlade otroke zaščiti. Vemo, kaj vse prinaša socialna mreža in druga stvar, to vas še dodatno izzovem, kaj torej storiti s to poplavo umetne inteligence in kako zagotoviti, da bomo ločili resničnost od neresničnega, a bo tukaj Evropska unija pa morala neko regulacijo sprejeti? Jaz se ne bojim umetne inteligence, bojim se naravne neumnosti. To za začetek. Drugo, kar je problem pač pri otrocih, sem bil dovolj jasen. Otroci potrebujejo družino, razumevanje, pogovor, vodenje in pač usmerjanje znotraj družine. Z argumenti, na lep način, tako kot otroci. To družbeno omrežje potem niti slučajno niso problem. Jaz sem absoluten nasprotnik vsega tovrstnega omejevanja, zaradi tega, ker sem prepričan, da se bo na koncu to izrodilo samo v ideološko cenzuro, tako kot po mojem mnenju že ves čas v ozadju tli. Ker tudi vem, kdo je to začel. Kaj pa ta odvisnost od telefonov in družbenih omrežij mladih,
Da se ne igrajo več na igrišču tako kot nekoč. Kaj pa ta problem? Ja, to je stvar pač staršev in gre pa za to, ne, je pa treba se zavedati, da otroci danes dojemajo stvarnost drugače, kot smo jo mi, in da je to zanje sestavni del življenja. Ne. Ampak študije so, da je njihova pozornost krajša, ne? Vem, ampak zaradi tega imajo pa druge informacije in zato se vračajo klasičnim vrednotam in niso podvrženi ideološkemu pranju možgan, tako kot so bile dosedanje generacije. Ne? Nisem več čisto dobro razumel. To je drugi del te zgodbe. Ne? Umetna tisto, inteligenca bo morala Evropska unija Zdaj pa, kar se pa regulirati. tiče umetne inteligence. Ne? Zdaj, en moj kolega je zadnjič napisal, da komaj čaka, da se bo umetna inteligenca v Ukrajini že sama odločala tudi pri izboru vojaških tarč in na koga bo streljala. Sem mu napisal, da obstajajo 4 filmi, ki povejo, da to ni pametna odločitev, ne, imenuje se pa Terminator. Ne. Zdaj, to se pravi, omejitve umetne inteligence zagotovo so. To se pravi, nikoli ne sme priti do položaja, ko bi umetna inteligenca sama suvereno odločala o tem, kaj bo počela. Ne. To je prvo. Drugo, kar je pa vprašanje umetne inteligence in pa njene uporabe v tem trenutku. Ne. To je pa po mojem, tisto je pač potencialen problem, ta je pa realen problem. Kajti vsi danes mislijo, da ko uporabljajo umetno inteligenco, da je to ideološko neutralno. Kje pa? Danes je umetna inteligenca tako izrazito ideološko nagnjena v levo, da si ljudje to komaj predstavljajo. Ne, Grok tudi? Grok ne? Grok morda ne, toliko, ampak ostali pa zanesljivo vsi, brez izjeme. Ne. In postaviš kakšno vprašanje in ti začne na pamet soliti, da vaše vprašanje je pa ne vem kaj in podobno in ideologijo vsiljevati in take traparije se potem dogajajo. Ne. Ljudje pa večina, zlasti mladi, ne, žal misli, da je umetna inteligenca nekaj neutralna, ker sploh ne vedo, kako se to vzpostavi. Ne. Je več točk, ko se oblikuje, ker to so pač algoritmi in načela, ne, prvič z izborom, potem čemu se daje prednost in potem seveda greš za preference tistega, po domače rečeno to v končni fazi dokončno programira. Ne. Tako da umetna inteligenca ni neutralna zadeva, umetna inteligenca nikakor ni čista znanost, umetna inteligenca ima izrazito past ideološke nagnjenosti v levo, z majhno pač možnostjo, da je tam pri Groku malo drugače, ampak tudi vsekakor je to vse nekaj, kar moraš jemati, po domače rečeno, zdravo pametjo. Ne. Zaradi tega to ni neko absolutno orodje. Ne. In zaradi tega opozarjam tisto, s čemer sem tudi začel, jaz se nikakor ne bojim umetne inteligence, zelo se pa bojim naravne neumnosti pa ignorance. Torej regulacija ne. Regulacija je pač smiselna do tiste mere, da se to ne more zlorabiti. Ne? Se pravi, zlasti mislim, da je tukaj problem pri vojaških namenih in pa seveda nekritični uporabi. Je pa treba vedeti nekaj, ne? Da ti lahko imaš najboljšo regulacijo tega sveta, zmeraj bodo nekateri posamezniki ali pa multinacionalke ali pa vojaški, ki bodo pač to uporabljali po svoje, pa ne glede na to, kaj bo kdo pač pri tem hotel regulirati. Mislim, da so posledice tega hitrega imeti zelo jasno predstavo, kaj to omogoča in kje so meje, ki so potem lahko celo uničujoče. Ima pa njena uporaba neslutena razsežnost. Jaz sem rekel, ki so lahko celo uničujoče. Ne? Sva že skoraj pri koncu pogovora. To vas bom vprašal. Rekli ste, da še ne veste, v katero skupino, katero se boste pridružili. Ko vas izključijo? Ne bom debatiral, preden sploh sprejme kakršnakoli odločitev. Jaz bom v sredo šel. Bom vse te stvari pač probal na lep način tudi predstaviti, če bodo želeli prisluhniti v redu. Zanimivo, da do zdaj menda, da to vrstnih težav vsaj v EPP ni bilo, ne? Če pa ne, pa naj pač naredijo, kar želijo. Vam pa povem to, kar sem rekel, ne? Da je pač zadeva precej drugačna, kot si kdo misli in da so korenine tega, ki je druge, kot si. A se slučajno bojite, da bi vas lahko kdo pozval k odstopu? Se me ne more, da me pa bo. Ne, torej, jaz sem s preferenčnimi glasovi izvoljen, če kdo tega ne ve. Absolutno vem, ampak in pač jaz sem zavezan svojim volivcem, svojim vrednotam, tistemu, kar sem dal kot zavezo volivcem, to sem tudi napisal v knjigi in v tem sem dosleden. In tako bo tudi v bodoče, ne glede na to, kaj to komu všeč ali pa ne. Jaz bom spoštoval voljo volivcev, moje vrednote, s katerimi sem šel pred volivce in zato še enkrat poudarjam podpora, ki sem jo
v teh dneh bil deležen neizmerna podpora pač volivcev v teh trenutkih, mi izjemno veliko pomeni. To je spodbuda, da bom tako ravno tudi naprej in bom dosleden, tako kot sem bil do zdaj. Kakšno pa je v tem, kar se vam zdaj dogaja, stališče vašega dolgoletnega političnega sopotnika, predsednika vaše stranke? Kakšno je stališče, v kakšnem smislu? Stališče do tega, da se vas poskuša izključiti. Vam je stopil v bran, vas je poklical, sprašujem. Kolikor vem, je pač poskušal, da do tega ne bi prišlo. Zdaj pa, kaj se pa dogaja, pa vprašajte njega. Skratka, tudi če vas izključijo, vi boste še naprej deloval enako, kot ste obljubili svojim volivcem in tudi, če prav razumem, boste ostali kolegi iz SDS sodelovali. Jaz dosledno spoštujem voljo volivcev, v tem sem pač dosleden do te mere, da morda to koga celo moti, ker pač ne pristajam na samogoča in nemogoča kupčkanja. In tako bom ravno tudi v bodoče. Ker pač je to tisto, zaradi česar so me ljudje izvolili, zaradi česar so mi zaupali preferenčen glas. Jaz svojih volivcev nikoli ne bom izdal in vedno se bom boril zanje in za Slovenijo. Bova s to mislijo zaključila. Magister Branko Grims, hvala za obisk na Domovini. Hvala vam, pa Bog vas živi in Bog živi Slovenijo. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost, da ste prisluhnili tej zanimivi debati. Spremljajte nas še naprej.